En lep dober večer tukaj na Trubarjevi domačiji, na Trubarjevi rastci. Slovenci smo lahko ponosni, da se lahko polnovredno izražamo v jeziku, ki so ga slovenski protestanti pred 500 leti povzdignili v jezik učene kulture, v jezik našega naroda. K slavnostnemu nagovoru vabim predsednika republike Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, oba škofa, ljubi Slovenci. Ljubi Slovenci, nas je pred skoraj pol tisočletja ljudstvo tukaj okrog nagovoril Primož Trubar. To pravim zato, ker vsaj jaz v tem njegovem pozivu ljudem, ki so govorili različen dialekt, on pa ga je ubesedil v knjižni slovenščini, ker je v tem njegovem klicu en klic morda k spravi, morda k spoznanju, da pripadamo skupnosti, da smo si med seboj različni in da, kot pravim vsaj jaz, takrat, ko sem in tja razlike med nami prevladajo preveč in celo ogrožajo to skupnost. Vsi skupaj s tem pozivom, ljubi Slovenci, stopimo za en korak nazaj in ugotovimo, da navkljub ali pa celo zaradi teh razlik, ki so v demokratični skupnosti normalni, vendarle najprej predvsem razumemo pripadnost tej skupnosti in se potrudimo za to, da jo tudi naprej ohranjamo. V tem smislu Primož Trubar zlasti z pozivom ljubi Slovenci, z sploh njegovim zelo prijaznim nagovarjanjem ljudi, ki nas je oklical za Slovence in nam je dal knjižni jezik, začenja neko poglavje nagovarjanja političnega, verskega, v prvi vrsti seveda, kulturnega, ki se trudi za to, da ostane strpno. Vedno, morda v zadnjih desetletjih še toliko bolj, razumem ta njegov poziv, ljubi Slovenci, prav v tem smislu. V smislu strpnosti in sprave in potrebne prijaznosti in olikanosti v našem medsebojnem komuniciranju. Zlasti nas, ker pripadamo tej skupnosti, ki jo je oklical za Slovence in nam je dal naš knjižni jezik. Primož Trubar je ena osrednjih osebnosti naše kulturne in politične zgodovine. Kot rečeno, je z 2 knjigama pred skoraj pol tisočletja, leta 1550, v bistvu začel tisto, kar bi lahko kasneje imenovali narodova zgodovina. Videli bomo, takoj za mano nastopa gospa doktorica, ki bo imela v tem predavanje, kar lahko okličemo za našo narodovo zgodovino. Primož Trubar je z tega vidika ena osrednjih osebnosti in prav je, da jo slavimo zlasti tukaj, kjer je njegov dom. Prav pa je, da slavimo tudi reformacijo, čas, v katerem je Primož Trubar sploh nastal. Čas, ki je Primožu Trubarju, Slovencu, dal navdih, da je zlasti seveda vernike, ampak v bistvu celotno ljudstvo ne samo oklical za Slovence, ampak jim je dal tudi njihovo knjižno besedo in možnost, da smo kot eden prvih narodov dobili prevod Biblije v našem jeziku. V jeziku, ki ga je govorilo, kot je rekel, njegovo ljudstvo, ki ga je, kot sem rekel prej, vedno zelo prijazno nagovarjalo. Reformacija je bila z tega vidika za Slovence, je in bo vedno zelo pomembno obdobje, ki nas je na nek način konstituiralo. To je bilo obdobje upora, najprej predvsem seveda znotraj verskih okvirov, vendar je s svojimi konsekvencami na koncu, vseh koncev etičnimi,
ko je postavilo v spredje individualno osebnost in hkrati, kot že dostikrat rečeno, njegovo odgovornost do skupnosti, je v tem smislu bilo civilizacijskega pomena in je sijajno, da imamo Slovenci danes dan reformacije in da jo praznujemo tako rekoč kot državni praznik. Čeprav bi tukaj rad povedal, zlasti županu, domačinom, da imamo že skoraj desetletje tudi dan Primoža Trubarja, 8. junija. In da je to državni praznik in da se trudimo, da bi imel večji odmev, kot ga ima, in da nas tukaj gospod župan čaka še nekaj dela za to, da bi Primož Trubar, ta osrednja osebnost začetkov našega slovenskega narodnega zorenja, dobil zlasti med mlajšimi generacijami mesto, ki mu v zgodovinskem spominu tudi pripada. Na koncu ne torej rečem, da je imenitno, da Slovenci tako rekoč skoraj praznujemo, tudi celo z državnimi slovesnostmi, dan reformacije, to gibanje, zaradi pomena, ki ga je imela na evropsko civilizacijo in tudi za slovenski narod, absolutno zasluži. Hkrati pa smo se odločili tudi, da imamo dan Primoža Trubarja, državni praznik, ki mu tudi moramo 8. junija, ko gre to preveč zlahka mimo nas, posvetiti eno dolžno pozornost. Danes se torej veselimo, vsi, ki kakorkoli, če tako rečem, praznujemo in pomen reformacije verskega gibanja, ki je imelo velike družbene in politične konsekvence, za nas izjemnega, pozitivnega pomena. In tudi Primoža Trubarja kot osrednjo osebnost tega reformacijskega časa na Slovenskem, ki je skupaj s sodobniki dal Slovencem jezik, nekaj, kar nas v osnovi najbolj identitetno določa. Danes, gospe in gospode, imamo Slovenci svojo državo. Ta jezik, ki ga je ubesedil Trubar, je eden od uradnih jezikov Evropske unije, prostora, ki je danes velik skoraj 500 milijarde ljudi, nekaj, kar je epohalnega pomena za naš narod, ki sicer ni velik, a ima svojo državo, in jezik, ki je eden od uradnih jezikov 500 milijardne skupnosti naše širše domovine. To se mi zdi nekaj imenitnega, sijajnega, nekaj, kar mora v nas podžigati en ponos, eno samozavest, tudi en pogum, če želimo, da bomo z upanjem gledali na izzive prihodnosti, tako za nas, kot za naše otroke, in se jih ne bomo bali, ampak jih bomo premagovali v našo skupno korist. Ljubi Slovenci. Srečo. Pa še vse si ne moramo skočiti.